V sredo 26. novembra 2014 je v popoldanskih urah v veliki avli Doma kulture v Slovenskih Konjicah potekalo predavanje v organizaciji Medobčinskega društva gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. Gostja tokratnega poučnega predavanja je bila Majda Spindler, doktorica medicine, specializirana na področju avdiologije in je zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor na oddelku za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo. Sluh, kot mnoge druge funkcije pri človeku, z leti začnejo pešati, čeprav si tega včasih sami nočemo priznati. Pomembno je, da težavo zaznamo in se odločimo za pregled, ter si tako zagotovimo kvalitetnejše življenje. Na začetku predavanja je podala nekaj splošnih informacij o vseh čutilih, še posebej o sluhu in zgradbi ušesa kot organa, ki nam pomaga slišati. Nazorno je prikazala zunanje, srednje in notranje uho, njihove funkcije in nasvete o vzdrževanju le-teh v najboljši možni kondiciji. Gluhota se pojavi takrat, ko notranje uho ne opravlja v celoti svojega dela, kar pomeni, da ne slišimo in se zvoka ne zavedamo. V Evropi ima okvaro sluha približno 10% celotne populacije, v starosti nad 65 let je ta odstotek višji in znaša 30, nad 75 letom starosti pa je odstotek že blizu 50. Ob predvideni rasti števila starostnikov bo skokovito naraščalo tudi število naglušnih oseb. Naglušnost vpliva na psihofizične, kognitivne, vedenjske in socialne funkcije, seveda tudi na splošno kvaliteto življenja in je neposredno povezano z depresijo in demenco. Naglušnost bi morala biti nacionalna zdravstvena prioriteta, pa žal ni tako. Posledica izgube sluha je večja potrebna koncentracija pri sporazumevanju, pojavi se utrujenost in motnje spanja in seveda zmanjšana kvaliteta celostnega življenja. Vedno bolj je potrebna večja previdnost v prometu in nasplošno v okolju zaradi ogroženosti, ker se ne prepoznavajo nevarni znaki, ne sliši pa se niti prijetnih zvokov, kot so ptičje petje in primerna glasba. Slabše razumevanje govora prizadene celotno komunikacijo in manjša se intelektualna in kulturna stimulacija posameznika, vse skupaj povodi v pasivnost in izolacijo, kar nikakor ni dober rezultat, saj smo ljudje družbena bitja. Posledice pešanja sluha se marsikdo ne zaveda, ker nastajajo počasi. Možgani se sicer prilagodijo obstoječi situaciji, ampak spomin na zvočno okolje pa se iz dneva v dan izgublja. Marsikateri posameznik ni dovolj kritičen do naglušnosti. Posledično izgubi sluha nastanejo tudi težave drugih v okolici, s katerimi posameznik živi in dela. Potrebno je govoriti počasneje in razločneje, se obračati z ustnicami k človeku, ki ne sliši dobro in lahko bere iz ustnic. Vzrokov za izgubo sluha je mnogo. Najpogostejši so obojestranska izguba sluha v starostnem obdobju, zaradi hrupa v okolju, vnetja, poškodbe, nesreče in še drugi. Vpliv starostne okvare sluha na kvaliteto življenja je opazen na socialnem in čustvenem področju. Ženske načeloma priznajo naglušnost prej in pogosteje pripisujejo dobri komunikaciji večji pomen kot moški. Zdravljenja naglušnosti skoraj ni, v pomoč so slušni aparati in stimulacije slušne poti, ki zmanjšajo degeneracijo in tako vsaj upočasnijo pešanje sluha. Pomembna je obojestranska uporaba slušnih aparatov, da se spodbuja delovanje obeh ušes in živcev. Neuporaba slušnih aparatov je predvsem zaradi stigme, ljudje namreč ne želijo pokazati, da ne slišijo in jim je v okolici zaradi tega nerodno. Pripomočki za sluh so večja finančna obremenitev in včasih je problem tudi ta, da si z uporabo slušnih aparatov ni tako predstavljal zvokov okoli sebe, kar je pri nekaterih posameznikih moteče do te mere, da ga enostavno ne uporabljajo več. Ne glede na tip slušnega pripomočka je potreben program za pomoč, avditorni trening, branje z ustnic, svetovanje pri uporabi in samorokovanje z aparati, ne nazadnje, ampak najbolj pomembno, pa je vsekakor vztrajati pri uporabi in vajah, če tudi uspešnosti še ni na samem začetku. Okvare sluha je bistveno več, kot jo prepoznamo ali pa priznamo. Velika večina naglušnosti je starostnih. Čeprav ni terapije, si lahko pomagamo. Za dobro rehabilitacijo, da bomo čim boljše slišali, je zelo pomembno, da se odločimo za aparat čim prej. Mlajši kot smo, lažje se naučimo. Če je okvara manjša, jo lažje premostimo, kot če je težka. In če še nismo dolgo naglušni, imamo še spomin na zvočno okolje, vemo, kaj se okrog nas dogaja,
Ni za nas to taka obremenitev, ko dolgo slabo slišimo, vse pozabimo, mislimo, da je tiho, potem pa damo aparat in potem je vse tako glasno, da nam kar boči po glavi. Seveda je treba vztrajati, tako kot je gospod Prečko že rekel, vztrajati. Ne gre vedno vse od danes na jutri in nismo vsi enaki. Mi imamo ljudi, ki pridejo, dajo aparat v uho in rečejo, kak super slišim, ja, kje sem hodil, ja, zakaj ga nisem prevzel. In imamo druge, ki rečejo, ne gre, pa tam je promet je glasen, pa sosedi ropotajo, pa hladilnik je sigurno pokvarjen, ker se vklapla, pa ptiči se derejo, namesto da bi rekel, kako lepo pojejo, ne? Torej, vztrajati je treba. Tudi če uspešnost ni 100%, je vseeno boljše kot nič. In seveda negativni odnos do slušnega aparata je treba odpraviti. Slušni aparat je pripomoček, hvala Bogu, da ga imamo, ne pa grozno, da ga imamo. To je si treba prvo napisati na vrata, na mizo, na televizor. Dobro, da imamo aparat. Seveda moramo gledati tudi še drugo, ne, da zdravimo ušesa, da jih ščitimo, da, kot smo rekli, pravilno živimo, pa zavedno živimo, ne kriviti druge, da so narobe, da slabo govorijo, nerazločno, da za nalašč dajo tiho televizor, da momljajo, da so žlepci in tak dalje, ampak se spomniti, če nismo mogoče mi krivi, da z našim sluhom nekaj. Torej, če kaj takega opazimo, je treba ukrepati do zdravnika, testirati sluh in če je okvara sluha, preizkusiti slušni aparat. Torej, če še enkrat rečemo, ljubi svoj sluh, tako kot je gospod Prečko rekel, pomeni, da je potrebno zanj skrbeti, tudi nekaj narediti nekaj za svoje zdravje, za svoje dobro počutje in zato smo odgovorni sami. Jasno. Gostja je ob koncu svojega zanimivega in zelo poučnega predavanja ne samo za osebe z okvaro sluha, temveč tudi za ostale, dala nekaj priporočil, odgovarjala na mnoga vprašanja zbranih, osebe z okvaro sluha pa so pripovedovale svoje izkušnje, življenjske zgodbe in težave, s katerimi se vsakdanje srečujejo. Ob koncu je poudarila, da je potrebno za svoj sluh zelo pazljivo skrbeti, saj je to del našega zdravja in dobrega počutja, za kar smo odgovorni predvsem sami.